Dobro jutro. Na en zadnji dan v Romuniji. Danes sva ob reki Donavi, spet. Pogledati greva njen najširši in najožji del, ki sta v bistvu en z drugim. In tamle čez, zdaj leži naravnost vidva, je Srbija. Pa sam čez reko je Srbija. Ful se nam zdi zanimivo, da je kle ura 15 do 9, tam je pa 15 do 8. Sam čez reko. Isto sonce, isto vse pač. Donava je na meji med Srbijo in Romunijo ustvarila neke vrste kanjon oziroma sotesko. Na obeh straneh se dvigujejo relativno visoki hribi, vmes pa teče široka reka Donava. Na en prvi postanek tu je bila v skalo vklesana skulptura oziroma obraz Decebala, to je bil zadnji kralj Dačancev, prvotnega prebivalstva Romunije tukaj pred prihodom Rimljanov. Nov dan in mi dva greva spet v hribe. Evo, na en cilj. Civcaru Mare, kakorkoli se to izgovori. Prav, koliko se ti da hoditi. Ampak je dober razgled. Boš. Vzpon na Civcaru Mare je trajal približno 45 minut. Naredila pa sva okoli 200 višinskih metrov. Bil je ravno začetek vročinskega vala, tako da je bilo izredno vroče, pa še insektov ni manjkalo. Rok, kaj si najdel? Rogača. V bistvu je ful velik. Kaj je to? Čakaj, To je 8 cm velik. Scary. In če se vidi dosti dober. Moj prst zraven za scale, sam se bojim. Jo, ful je vroče in se nam v bistvu ne da. Nič se tam danes ne da. Ja, je pa lepo drugače, lepa soteska. Lepo je, samo 1-2 uri prej bi šla. Rok pušča avto kar pržgan, da se hladi še naprej, a ne Rok? To je gor smo bila, ne? Ja. Ful izgled. Da sem preživel to mislim. Tam gor se vlam na temnih hribih. In to je najožji del Donave. Tadam! Ok, zdaj sem si šla pogledat še 3 krule. Tu so bili teli stolpi v ozadju, ostala sta samo še 2 od 3. Zgrajeni so bili pa nekje v srednjem veku, kakor za obrambo proti turškim upadom. Zdaj, v bistvu vsi 3 mislim, da so potopljeni, ampak eden je čist potopljen, pa podrt, 2 sta pa še kakor tok stoječi. Meja med Srbijo in Romunijo je dolga okoli 550 km, od tega pa jih je kar 260 po reki Donavi. In na teh 260 km sta le 2 mejna prehoda. Izbrala sva pač najbližjega, zapustila Romunijo in vstopila v Srbijo. Evo, zdaj sem si šla sama pogledat Lepenski vir. To je eno arheološko najdišče, je ful pomembno, ob Donavi na srbski strani. Rok je malo skurjen v avtu, danes je toliko vroče, 33 je bilo in počivaj sem šla vse noter, ker se mi zdi ful zanimivo. Pač neka čist posebna kultura, ki je tukaj živela 8000 let nazaj, nekaj tazga, 8 do 4000 let nazaj. Najdeli so njihove ostanke kurišč, ker pa živeli so v takih kočah, kolibah, kakor so kle v zadnji, tako da same kolibe, pač to je rekonstrukcija.
pač same kolibe niso najdel, so pa najdel pač kurišča in pa ful zanimive kipe, ki sem jih že prej posnela noter. Sva prišla še do Golubac trdnjave in v bistvu je zaprta. Ob 6 se sicer zapira in Rok me je že nakuril, ker sem bila predolg pri prejšnjih izkopaninah, ampak v bistvu je v ponedeljkih sploh zaprta, tako da nisem jaz kriva. Rok, kje sva? Na Srpskem morju. Srebrno jezero in folk se kopa, čeprav je to nek pritok ali jezero na Donavi, ne vem. Pač toliko nama je vroče, da who cares, a je čisto ali ne, tale Donava oziroma Srebrno jezero, pač mi da se grejo kopat zdaj. Lep pozdrav iz Srebrnega jezera, ful je topla voda. Zgleda čisto, kaj ne. Boljška Donava je, pa paše, glede na vročino pa paše. Pridi v vodo zraven. Pridem. Rok, a je torej najboljši spot za kampiranje? Na tem Pazi potovanju. ta pogled, tu je šotor. In pač iz šotora imaš razgled na sončni zahod za Srebrnim jezerom. In vihkar so se oglasili še žabe tam med. Žal imajo svatbo, ali pa? Ne. Srebrno jezero je bil najin zadnji postanek na poti po Romuniji in koščku Srbiji. Hvala, če ste spremljali najine videe iz Romunije. Lep pozdrav, adijo!